kot da bi me neki ovoj, nekaj bi me stisnilo, tako me stisne, in gre gor, in budem spustil. In nikoli potem nisem kaj takega doživel. Prav presenečen sem bil, začuden to. In sem to povedal Gottfriedu, rekel, viš, to je to, še vedno je neka sila, nisi se ji odpovedal zares, nisi jo nagnal zares, še vedno je pridrži lahko. Potem smo imeli podobno v molitveni skupini pri Svetem Jožefu in je voditeljica tudi nekaj podobnega doživljala, prav ene mrolince v telesu, pa ene krče v trebuhu in tako, ko smo pomolili to osvobajanje. Tako, ker je bilo tudi doma, je bil oče komunist in vse sorte je bilo, Tako da to obstaja, tako da če tega še niste naredili tako res, recimo, vi ste prepevali, hej, brigam, tak stvari, pa mi smo tituli, Tito je naš, kaj ste klicali, temu se treba odpovedati, tudi dolgo je bilo izpovedi, reči, ja, sem pač ponavljal, te parole, pesmi smo peli, gledali smo pa dejanske filme, zdaj je umrl Bata Živojinovič, če ste videli, koliko 10 dni nazaj, Bog mu daj pokoj, naj počiva v miru in naj prosi za propad komunizma pri nas. Res, treba moliti, da te komuniste, pokojni tudi, naj se rešijo iz vic, pa naj prosijo za nas. In potem tudi mučence, slovenske, recimo mučenke pod komunizmom, treba jih je klicati, prositi, da molijo za nas, da se res enkrat očisti naš narod, te navlake, to so vse posledice, to je vse prekletstvo te ideologije, ki nam je vladala in še v bistvu, še ima moč nad nami, njihovi nasledniki in tako dalje. Evo, torej, v Jezusovem imenu, naj bo zlomljen ta duh komunizma, naj bo vse prekletstvo komunizma, naj bo odstranjeno od nas vseh in od našega naroda. V Jezusovem imenu, zdaj. Amen. Naj bodo osvobojeni, predvsem mladi ljudje v naši deželi, naj bodo osvobojeni vsake zmote, laži komunizma in marksizma in kaj zdaj že demokratični socializem, neumnosti, naj bodo osvobojeni vseh teh zmot. V Jezusovem imenu. Amen. Evo, veš, da je res, kaj kihlo. Aleluja. Aleluja. Res, to je borba. Glejte, in to vidimo zdaj, kdor pozorno spremlja, pozorno, če budno to gledamo, vidimo, stalno se ta duh dviga glavo, in nam hočejo spet neke partizane in neke borbe, kaj in dražgoše, kaj so že in vse sorte, vse hočejo nazaj pripeljati, ampak mi bomo rekli, jok, brate, dosta je bilo. V Jezusovem imenu, v Jezusovem imenu. Tako, zdaj, ko bomo imeli 25-letnico, osamosvojitve naše lepe domovine Slovenije, to zelo potrebujemo. Ta proces sprave, očiščenja, resnice, ki naj bi nas osvobodila, to še ni šlo zares do konca, to je še potrebno. Tako da to molimo, izročimo, kličimo Božje usmiljenje na naše ljudi, molimo za komuniste, danes smo slišali v Evangeliju, ljubite svoje sovražnike. Kako jih mi ljubimo? Ali mi ljubimo? Ali ljubite vi Pahorja? Seveda ga ljubite, če je eden od 10 najlepših predsednikov na svetu. Ste se vsi navdušeni, Ljubite vi Kučana, ga ljubite kaj? Nič. Samo se jezite, pa ga upravljate, samo ga šimfate. Treba ga ljubiti. To pomeni, kaj pomeni to? To ne pomeni, da bomo zdaj mu popuščali v slabih stvareh. To ne pomeni. Zdaj veste, da ljubezen se ne veseli
krivice. Ne? Se veseli resnice. Ne? Ljubezen. Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva. Je usmiljena, ja, je. Samo se pa veseli resnice. Ja? In tukaj mi ne moramo kar kompromise sklepati, ne? Ampak njega pa ljubimo, ne? Vidite, v tem smislu bom zdaj navezal temo, ki bi jo rad z vami poglobil. Vem, da ste to lahko že slišali, da to že poznate, ampak tako se mi zdi, sem začutil, da je mogoče tudi dobro, da še poglobite to temo, to vprašanje, k kateremu bom zdaj prišel. Ne? Se pravi, je povezano tudi z ljubeznijo do sovražnikov. Kako vi lahko ljubite sovražnike? Na kakšni osnovi? Zakaj ljubite nekoga, ki vas sovraži? Kako to? Zato, ker je Božji otrok. Zato, ker je Božji otrok, naš brat. Tudi če greši, tudi če nam dela hudo, še vedno je Božji otrok, je naš brat. Še vedno je človek, ne, z vsem dostojanstvom, ki mu ga je Bog dal. Evo, zdaj bom prebral evangelij, ki smo ga poslušali dve nedelji nazaj. Spomnite, kateri evangelij je bil? Kateri evangelij je bil? Tisti čas je Jezus končal vse svoje besede pred ljudstvom, ki ga je poslušalo, in prišel v Kafarnaum. Neki stotnik pa je imel na smrt bolnega služabnika, ki mu je bil zelo drag. Še niste spomnili, ne? Ja. Ko hitro pozabljate, ne. Tako kot jaz. Tudi vse pozabljate. Ko je slišal za Jezusa, ta stotnik, je poslal k njemu judovske starešine s prošnjo, da bi prišel in rešil njegovega služabnika. Prišli so k Jezusu in ga vneto prosili: vreden je, da mu to storiš. Rad ima naš narod in vzhodnico nam je sezidal. Jezus je šel z njimi. Ko ni bil več daleč od hiše, je stotnik poslal prijatelje s sporočilom: Gospod, ne trudi se, saj nisem vreden, da prideš pod mojo streho. Zato se tudi sam nisem imel za vrednega, da bi prišel k tebi, ampak reci besedo in moj služabnik bo zdravljen. Tudi jaz moram poslušati ukaze, pa tudi sam imam vojake pod seboj in rečem temu: pojdi in gre. In drugemu: pridi in pride. In svojemu služabniku: stori to in stori. Ko je Jezus to slišal, se je začudil nad njim. Obrnil se je k množici, ki ga je spremljala, in rekel: povem vam, niti v Izraelu nisem našel tolikšne vere. In ko so se poslanci vrnili domov, so našli služabnika zdravega. To je stotnik, rimski vojak, oficir, ki je kot on je del okupatorske vojske, on je okupator v Izraelu. Vendar ga Izraelci, Judje, ga imajo radi, ker jim je celo sezidal vzhodnico, se pravi, da je zelo prijazen, da je zelo človeški. In ga Jezusu priporočajo, ko je njegov služabnik zbolel, ga priporočajo, pravijo: vreden je, da mu pomagaš, ne? Celo vzhodnico nam je sezidal, rad ima naš narod. Gledajte, ne, to je, se pravi, neki zelo plemenit človek, dober človek. Pa je pravzaprav sovražnik za Jude. Judje so sovražili Rimljani. In mogoče nekateri, ko so videli, da je Jezus ozdravil tega služabnika, tega rimskega stotnika, da je pomagal sovražniku, ne, v bistvu rimskemu stotniku, mogoče so nekateri potem Jezusa še bolj zasovražili, tudi zaradi tega. Skratka, ampak ta stotnik potem pošlje sporočilo Jezusu, predno Jezus pride k njemu, ne. Sporočilo ni tako presenetljivo, ne, presenetljivo sporočilo, pravi:
Gospod, ne trudi se, ne? Saj nisem vreden, da prideš pod mojo streho. Ampak reci le besedo in moj služabnik bo zdravel. Besede so vam znane. Odkot so vam te besede znane? Gospod, nisem vreden, da prideš k meni. Pred obhajilom jih izgovarjamo, ne? Jih ponavljamo. Vsaki maši pred obhajilom jih izrekamo. Kaj je zdaj ta stotnik rekel, pravzaprav? Kako moramo razumeti te besede? Gospod, nisem vreden, da priješ k meni. A je vreden ali ni vreden? Kaj bi rekli? Što se je grešnika. Kako? Što se je grešnika. Počutil se je grešnega. On je najbrž vedel, da Judje imajo posebne običaje. Judje, ki se imajo za izvoljeno ljudstvo od Boga, sveto ljudstvo, ne, če živijo po Božjih zapovedih, potem oni se ne smejo družiti s pogani, kar tako. Ne. In če recimo zdaj Jud vstopi v hišo enega pogana, kot bi Jezus prišel k stotniku, bi se, kot Jud, bi se onečastil, onečistil. Se pravi, potem bi moral kakšne obrede očiščevanja opraviti, ne. In to je stotnik, ta rimski, je največ to vedel in zato je rekel, ne, Jezusu, ni treba prihajati, jaz verjamem, jaz verujem, ne, da ti še vedno lahko zdraviš mojega služabnika, ni se ti treba za to onečastiti, ne, da boš obredno nečist, ampak ti samo reci besedo in moj služabnik bo zdravil. Nisem vreden, ker sem pogan, ne, ok, spoštujem, vi ste Judje, spoštujem vašo vero. Vidite, tako zelo se je ponižal, ponižno držo je pokazal na spoštovanje, veliko spoštovanje do Judov. A je treba zdaj te besede vzeti dobesedno? Gospod, nisem vreden, da priješ k meni. Če so ga Judje priporočili, ne, voditelji tam starešine, ki so rekli, vreden je, vidite, prav to piše v Evangeliju, prej, ne, rečejo, vreden je, da mu pomagaš, zdaj pa reče, nisem vreden. Kaj zdaj? Je vreden, ni vreden? Je vreden. Če je dober, pa pomaga jim, ne, je vreden. Samo na ta način, ko je rekel, Gospod, nisem vreden, da priješ k meni, se je pač ponižal on sam, ne, in hotel je pokazati eno veliko spoštovanje, ponižnost, ne, pred Jezusom. In ko mi to ponavljamo pred obhajilom, jaz sem slišal večkrat sem to že slišal, zato vam zdaj to pripovedujem. Lahko zdaj tudi vas vprašam, kako se vi počutite, ko izgovarjate te besede pred obhajilom? Grešne se počutite? Dobesedno, ne? Zelo, torej, smo nagnjeni k temu, da vzamemo dobesedno te besede, ne, ki jih izgovarjamo. Je res? Večinoma se tako počutimo. In to mi ljudje pripovedujejo. In prav so me vprašali, da je, zakaj moramo tam reči, nisem vreden. In ja, si res nisem vreden, ne? Nič nisem vreden. Ker sem grešen in ves sem grešen in pokvarjen in nisem vreden. Kaj zdaj? Si vreden ali nisi vreden? Si vredna ali nisi vredna? Da pride Jezus k tebi. Kako? Potrebni smo sigurno, da pride k nam. Božja ljubezen je večja od naše grešnosti. Glejte, zdaj, jaz ne vem, papež Frančišek, kakšne stvari nove uvaja, ne, tudi cerkev, v prakso, v cerkvi, ne, reforma cerkve je potrebna, ne, v cerkvi potrebujemo prenovo,
Tudi mi smo del tega toka, tega gibanja, ne, da prenavljamo cerkev sebe in so cerkev. In jaz ne vem, tako, ne, malo razmišljam, mogoče nisem dovolj skromen, nisem dovolj ponižen, ne, še ko sem jezuit, pa ker je papež jezuit. Zdaj, si domišljam, ne, da sem nekaj več. Tako, no, ampak recimo, jaz ne vem, če je ta stavek bil posrečeno postavljen, ne, v mašo. Ne me narobe razumeti, jaz zelo spoštujem liturgijo, pa tradicijo, vse tako, ne, v cerkvi, ne. Ampak tako kot kakšne druge stvari, recimo tudi pri maši, so kakšne stvari bile v preteklosti, ki zdaj niso, ne. Se pravi, tudi se lahko liturgija v nekih stvareh, ki niso bistvene, se lahko spremeni, ne, se lahko prilagodi in tako naprej. In jaz bi si želel, da bi bilo tam nekaj drugega, no, pred obhajno, da ne bi bil ravno ta stavek. Ker se mi zdi, jaz tako sumim, da je ta stavek bistveno pripomogel, ne, zato, da se mi, posebej se pravi katoliški kristjani, da se strašno čutimo nevredne. Nevredne Božje ljubezni, Božje milosti. In da imamo en kompleks manjvrednosti, nevrednosti, ki je prav, jaz si upam reči, da je to, veste, to se razvije, ne? To je zdaj ena stvar, je ta stavek pri maši, ne? Ki ga ponavljamo, ampak je več stvari. Cela neka teologija, duhovnost, ne, je šla v to smer, da se moramo stalno nekaj poniževati, stalno dol dajati, stalno dol, ne? Nisem vreden, ponižaj se, potrpi, ne, umakni se, izniči se, vse je šlo v to smer. In kaj na koncu ostane človeku, ne? Stalno se moraš poniževati, stalno se moraš zaličevati, stalno se moraš grešiti, in stalno sem žalosten, stalno potrebujem pokore, stalno potrebujem. Kam prideš, ne? Padeš v eno žalost, v eno depresivnost, v eno torej črnogledost, ne, glede sebe, glede človeka, glede vsega. Se strinjate z mano? Ok, 22% se strinjate. Nekaj je. Kakorkoli, gledajte, jaz bi rad vam prinesel veselo znanilo, ne žalostno znanilo. Jaz ne bi rad, da se vi slabo počutite pred Jezusom, pred Bogom. Seveda nočem reči, da zdaj lahko delate, kar hočete, lahko grešite, koliko hočete in tako naprej. In ni tak, Jezus je usmiljen, Bog je usmiljen, leto usmiljenja, zdaj vse odpuščamo, popusti, ne, vsi popusti so zdaj, odpusti, popusti, ne gremo na ta način. To je spet druga skrajnost, bi to bila, ne, pretiravanje, drugo skrajnost. Eno je pretiravanje v to negativno držo, pretirano negativno držo, pretirano samokritičnost, občutki manj vrednosti, nevrednosti, kompleksi, ne. To je ena skrajnost. Druga skrajnost je pa, da smo pa preveč široki, preveč svobodni in laksni, ne. Vse, kar se dopuščamo, malo grešim, pridem tle, se spovem. Tukaj smo danes pogovarjali, ko so oni motoristi se zbirajo zdaj v Portorožju, nekdaj bodo imeli jutri, da imajo četrti imajo neki shod, se slišali, ne, pridete pogledati, ja? Ne vem, koliko tisoč jih bo, koliko jih bo. 3000 motoristov, oni kazali, neki Harvey, Norman, kaj že. Harvey Davidson, evo, hvala, meni se že pozval. In zdaj bodo prišli tja in bodo imeli tiste motorje, bodo se pogovarjali, se rekli, kaj so poskrbeli za varnost. Veš kaj to, ne, ko pridejo tisti tam, ne, to motoristi pa to ne veš, kakšne čudne skupine, lahko pridejo taki pretepači pa to, ne, se neko dan je to morali poskrbeti. Plod je rekel, ja, lahko bi pa oče Vinko tam prijavil, bi rekel, na tržnici Portorožju bomo imeli še mašo, ne. Pa se jaz sem rekel točno, lahko bi bilo najprej tam, imajo fešto, se stepejo fajn, ne, imajo fajt, pretep, ne, potem imamo pa spokorno bogoslužje
ne, spoved, bolniško maziljenje, maša za ozdravljenje. To bi lahko bilo, ne? Torej, hočem reči, ni zdaj, da gremo kar v eno tako, ne, zdaj pa vsi lahko vse, ne, počnemo. Ne, ampak gre za resnico. Hočemo biti resnicoljubni. Ljubezen se veseli resnice. Želimo spoznati resnico. Ker samo resnica nas osvobaja. Samo, če vemo, kdo smo, kdo sem jaz, kdo je človek, vsak človek, potem bom imel en pravi odnos lahko do sebe in do drugih. Kako ti je rečeno, zapoved, ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Torej, tudi jaz moram samega sebe imeti rad. Na pravi način. Moram vedeti, kakšna je moja vrednost. Če bi zdaj vam pokazal 100 evrov, da zdaj jih nimam tle, nimam nič. Sem hotel prej si kupiti tam eno vodo, nisem imel nič. Sem pozabil vse. Nimam nič denarja. Ampak predstavljajte si, da vam pokažem 100 evrov, bankovec, 100 evrov. Pa bi rekel, kdo hoče za stol, ga lahko dobi. Bi se javili? Kdo bi se javil? Kdo bi se javil? Evo, ti bi se javil, dobiš za stol. 100 evrov ti da. Potem bi jaz zmečkal, ne? Teh 100 evrov bi zmečkal in bi rekel, kdo bi še vedno rad teh 100 evrov? Bi dvignilo, ker še več bi dvignilo. Evo, dobiš. Potem bi teh 100 evrov, istih 100 evrov, ne? Bi pljunilo, bi ga vrbil na tla, pa bi skočil gor, še bolj, ne? Steptal, pomazal, tako. Da bi rekel, evo, kaj pa zdaj? Kdo hoče teh 100 evrov? Še kdo hoče teh 100 evrov? Potem bi ga še malo bi ga še strgal, tako, cak, 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 cak. Rekel, še kdo hoče, še kdo? Bi še kdo rad teh 100 evrov? Še vedno bi radi. Zakaj? Zakaj? Ker je še vedno to 100 evrov. Še vedno je bankovec ohranil svojo vrednost. Tudi če sem ga zmečkal, tudi če sem ga popljuval, tudi če sem ga v blato vrgal, karkoli ne, strgal, še vedno je vreden, da ga pobereš, ne, magar ga malo spucaš, tako urediš, prineseš na banko, ki ga zamenjajo. Vrednost mu nisem oduzel vrednosti, ne? Mu ne moreš uničiti vrednosti. Tudi, če je umazan, tudi, če je zmečkan, če je ranjen, če je poteptan človek, če je ranjen od umazan od tolikih grehov, še vedno je vreden. Da je Jezus šel, ne? V blato, ga potegnil človeka ven, ne? Jezus je prišel v blato greha in je potegnil vse nas, človeštvo, ven. Jezus je dal življenje za nas. Zakaj je dal življenje za nas? Zato, ker je rekel, ma ti niso vredni, niti ene prebite pare, nič niso vredni. Ampak dobro, ajde, jaz, ki sem nek Bog, pa pač grem, pa umrem. Pa zakaj bi to naredil? Zakaj bi to naredil? Zakaj bi nas Bog imel rad, ko smo mi bili njegovi sovražniki, ko smo grešili, ne? In grešimo? Ker nas je ustvaril, vendar po svoji podobi, ker nam je vdihnil neumrljivo dušo, kot rečemo, svojega duha nam je dal, ne? Mi smo njegova iskra, vsak od nas, njegov duh. In to enkraten je vsak človek, tako čudovito ustvarjen. Enkraten. In nikoli več ne umre. Tvoja duša nikoli več ne umre. To je fantastično. To je neskončna vrednost človeka, vsakega človeka, vsakega človeškega bitja.
To mi verujemo, zato mi rečemo, že od spočetja, ko Bog vdihne svojega duha v tisto mikroskopsko majhno kepico, materije, ki je novi človek, takrat je že novi človek. In do konca življenja, do zadnjega diha. In še ko ga ukopnemo, mi verujemo, on obstaja naprej. Človek živi naprej. Neumrljiva duša v nas, neumrljiv duh Božji. Njegova podoba smo, njegovi otroci. In on se nas veseli. On vriska nad nami, ko nas gleda. Se veseli tako kot očka, ki se veseli svojega sinčka, svoje hčerkice, tako kot mamica, ki se veseli svojega otročka. In če otroček zamaza, mamica ga lepo previje, umije, vse to in spet ga ljubkuje in ga ima rada. S tako ljubeznijo Bog gleda na nas. Se spomnite, ko je izgubljeni sin se vrnil v tisti priliki, čudoviti, Jezus, ko se je vrnil izgubljeni sin, je že na pamet ponavljal, kaj bo rekel svojemu očetu. Kaj je ponavljal? Kaj je hotel reči? Ker je vedel, da je grešil, se je kesal. Se je kesal in je prišel k očetu in rekel, ko pride k njemu, bom rekel, oče, grešil sem zoper tebe, zoper nebesa, nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Sprejmi me za enega služabnika svojega. Ker se je počutil tako, tako se je počutil. Ampak ko je prišel k očetu, kaj je naredil oče? Oče ga je zagledal daleč, stekel k njemu, ga objel, poljubil. Ta je začel govoriti, oče, grešil sem zoper tebe in zoper nebesa, nisem več vreden. Vsak, ki je zaustavil, oče je hitro poklical služabnike, naj prinesejo obleko, vse, zakolje v tele. Sploh ga ni pustil, da bi povedal do konca. Ker oče ga ljubi. Zakaj? Zato, ker ve, da je to njegov sin. Kot da je del njega, Ti si moj sin. Ni važno, zdaj si umazan, si zapravil toliko imeti, vse to si grešil, ampak jaz te še vedno ljubim, ti si moj sin, jaz ne morem drugače. Vidite, tako Bog ne more drugače, kot da nas ljubi. Tako je on hotel, tako dostojanstvo nam je dal, to nismo si mi dali, to se nismo mi zaslužili. Mi se nismo zaslužili, da smo vredni, neskončno smo vredni. Tega se nismo zaslužili, tega ne moreš zaslužiti. To je zastonjski dar. Zato nas Bog brezpogojno ljubi, ker vidi, on vidi v nas to čudovito, neskončno vrednost. In zato on stalno govori, Andrej, kako si čudovit, zaupam pa te, glej, življenje ti daje, korajžno, on nas spodbuja, Martin, kar naprej, bodi korajžen, to zaupaj vame, Marija, bodi vesela, veseli se, rad te imam, pridi k meni, nas spodbuja, kot najboljši oče ali mati, najboljši starš. Tako Bog gleda, skrajno pozitivno. Koga ima Bog najrajši na tem svetu? Kako? Grešnik, ja. Koga ima najrajši? Čakajte zdaj. Evo, zdaj, kako greste vse okrog. Vse so drugi krivi. Koga ima Bog najrajši? Mene in tudi tebe, tudi ti lahko rečeš mene in tudi on lahko reče mene. Vsak lahko reče, mene ima Bog najrajši. Pa njega ima isto najrajši. To je fantastično. To je prečudovita Božja ljubezen. Razumete? Je ne moreš ti samo zase, ne mogoče. To je tako neskončno, tako neizmerna. Ampak do vsakega od nas je taka, edinstvena, največja,
Do vsakega od nas imamo največjo ljubezen, največjo pozornost. Vsak od nas je neskončno dragocen. To samo Bog zmore, samo Bog to lahko naredi. Ne? Če bi mi vedeli, kako nas ima Bog rad, bi jokali vsak dan, 3 ure. Samo bi jokali, jokali. To bi bilo zanimivo, to bi bilo zanimivo, če bi jokali tako, Kako je to čudovito, kako nas Bog ljubi, kako nas Bog ljubi. In to je za razlogom, to pomeni, zato ker smo vredni, zato ker smo res njegovi otroci. Veste, kaj je rekel Jezus? Jezus je citiral enega pesnika, Mislim, da je bil Jezus. Je rekel, vse so vaši pesniki rekli, bogovi ste. To je nekaj Jezus rekel, ali Pavel rekel. Pavel rekel. In v tem smislu, pa sveti Janez evangelist pravi, zdaj smo Božji otroci. Kaj bomo, pa še ne vemo. Kaj hoče reči svet? Kaj lahko še kaj več kot Božji otroci? A vidite, kaj to pomeni? Tako neizmerno, nepredstavljivo vrednost imamo. Mi se sploh ne zavedamo, mi ne moramo tega dojeti. Mi tega ne doumemo. Mi se ne zavedamo, kako smo dragoceni v Božjih očeh. Zato pa delamo neumnosti. Zato pa mi grešimo, pa sebi škodimo, pa drugim. Zato, ker ne vemo, kdo smo. Ko jaz enkrat se začnem zavedati, kako sem jaz dragocen, kaj to pomeni? Posledično bom vedel, da je tako dragocen tudi moj brat. Zato, ker je on podoben meni. Vse je čisto enako kot jaz. Enako doživlja, čuti, mislim, tako podobno kot jaz. Moja sestra. Se pravi, če sem jaz tako čudovit, potem je tudi moja sestra, potem je tudi moj brat. Potem lahko jaz tudi drugega spoštujem. Če sebe spoštujem. Vidite, zato je pomembno to samo spoštovanje. Samo spoštovanje, pravilna ljubezen do sebe. Evo, vam je tukaj pomagalo? Vam kaj pomagala? Vam tukaj pove? 12%. Ja, zdaj vem, da je koncentracija že pada. Ok, zdaj bom jaz zaključil. Imate še kakšno vprašanje? Aleluja. Berite psalm 139. Psalm 139, poznate, Hvalim te, Gospod, ker sem tako čudovito ustvarjen, ker so čudovita tvoja dela. Spomnite se, ko pravi Jezus, zakaj ste zaskrbljeni, kaj bomo jedli, kaj bomo pili in tako naprej. Vaš nebeški oče ve, če se potrebujete, ali kako je že tisto, ko pravi, če vaš nebeški oče živi ptice, pa tiste vrabce, koliko bolj kot 100 vrabcev ste vredni vi. Se spomnite, kako rečete, koliko bolj ste vredni vi, maloverni. Nimate vere, nimate spoznanja. To je zelo pomembno, res spoznati svojo dragocenost. Jaz sem dar samem sebi, Božji otrok sem, čudovit, hvalim te, Gospod. To ni nobeno samo povzdigovanje, to ni napuh, razumete? To še ne pomeni, da jaz zdaj moram biti se prevzeti, pa postati napuhnjen. Ne, jaz vem, da sem od Boga, jaz sem samo dar od Boga, mene je Bog ustvaril, nimam nobenih zaslug za to, za mojo vrednost. Lahko jo samo sprejmem, lahko se veselim in odgovorim z ljubeznijo, da, Gospod, da, Oče, hočem živeti to, kar sem, biti, postajati zares to, kar sem, Božji otrok, tvoj otrok, tebe slaviti, tvojo voljo izpolnjevati, to je moje veselje. Oznanjati to čudovito veselo novico, da smo čudoviti Božji otroci, ljubljeni od čudovitega nebeškega očeta, da njega slavimo, njemu v slavo živimo. To je čudovito, to je krasno. Aleluja! Božja ljubezen je čudovita. Nič ni
Božji otroci, smo čudoviti. Božji otroci, smo čudoviti. Božji otroci, smo čudoviti. Prečudoviti. Pačni, divični, više